Lep dober večer. Današnji večer bo posvečen prvemu od dveh dogodkov s skupnim imenom Rotovške zgodbe, nekoč in jutri, s katerima želimo osvetliti pomen in vlogo Rotovškega trga skozi čas ter predstaviti vizijo in poslanstvo sodobne, odprte, vključujoče in povezovalne knjižnice, ki nastaja na njem. Trg, ki ga reprezentira zlasti mestna hiša, po kateri že od vsega začetka nosi ime, je bil med drugim od leta 1960 dom najprej mestni knjižnici, ki je leta 1949 nastala pod okriljem Kulturnega društva Jože Hermanko in se je na trg preselila iz Prešernove ulice. Od konca leta 1970, ko sta se Delavska in mestna knjižnica združili, pa novo nastali Mariborski knjižnici, ki je imela na njem vse do začasne selitve leta 2021 prostore osrednje enote, uprave in strokovnih služb, nazadnje razdeljene kar pod 4 strehe. Bili smo na Rotovškem trgu 1, 2, 6 in 9. Glavni današnji protagonist je torej Rotovški trg. O njegovem historičnem, kulturno-zgodovinskem, dediščinskem, etnološkem, stavbnem pomenu ter bodoči arhitekturni podobi se bomo pogovarjali z zbranimi gostjami, umetnostno zgodovinarko doktorico Polonco Vidmar z oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, etnologinjo in bibliotekarko doktorico Jernejo Ferlež z oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter iz Univerzitetne knjižnice Maribor, doktorico Evo Sapač, umetnostno zgodovinarko in konzervatorsko svetnico iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije območne enote Maribor in Jernejo Fišer-Knap, arhitektko iz arhitekturnega biroja Medprostor, soavtorico in članico ekipe projekta Mestna hiša kulture Rotovž, ki počasi prihaja v zadnjo fazo izgradnje. Vsem lep dober večer. Pa bi začeli midve, gospa Vidmar. Maribor, najprej trg, potem od leta 1254 mesto, je v obdobju od 13. stoletja naprej doživljal velike tako urbanistične kot arhitekturne spremembe. Glavni trg se je potem oblikoval v prometno križišče, nazadnje tudi postal dejansko središče mesta. Mene pa zanima, kako se je ob tem oblikoval Rotovški trg. Kakšen pomen je imelo to območje v zgodnjem obdobju Maribora? Ja, dober večer. Kar se tiče zgodovine Maribora, mislim, da imamo veliko srečo, da je Pokrajinski arhiv Maribor izdal 2 zbirki knjig. Eno je zbirka Gradivo za zgodovino Maribora in druga je zbirka Gradivo za gradbeno zgodovino Maribora. In z urbanistično podobo Maribora se je ukvarjal zlasti umetnostni zgodovinar Jože Curk in mislim, da njegove raziskave so v veliki meri še vedno nepresežene. No in po njegovih, bi rekla, domnevah, predvidevanjih se je Maribor začel razvijati približno na mesto, kjer smo danes, torej okrog dvora, ki je bil tukaj na mestu sedanjega Lutkovnega gledališča, pa potem ob Vojašniškem trgu in potem v 12. stoletju tudi ob Koroški ulici vse do glavnega trga. In na vzhodu se je mestna naselbina zaključila nekje približno ob vzhodnem delu poznejšega Rotovža. Tako kot se je mesto razvijalo, se je seveda pojavila tudi potreba po mestni hiši. Najpozneje se je v Mariboru to zgodilo leta 1273, ko se prvič omenja mariborski mestni sodnik, če je bil že malo prej, ali pa, torej, to je prva zanesljiva omemba. No in takrat se je pojavila tudi potreba po prostorih za srečevanje mestnega sveta. Prva mestna hiša je bila verjetno na Koroški ulici, na Koroški cesti, in sicer na Koroški cesti 6. Potem po požaru 1462 se je preselila na glavni trg številka 4, to je ena od hiš ob južni stranici trga.
No in potem je bil spet en velik požar leta 1513, takrat pa se je mesto odločilo, da odkupi nekdanjo beneficiatno hišo, ki je stala na mestu poznejšega Rotovža. Torej, ta hiša je bila že krat nadstropna, imela je 3 okenske osi, obrnjene proti trgu. So pa v ta namen potem beneficiatu dali ali zamenjali z njim, ali je pač on odkupil, kakorkoli že, hišo na Slomškovem trgu številka 1. Tako da ta parcela je bila očitno takrat še zelo dolga, kar je Curk pač povezoval s tem, da se je mesto takrat, torej v 12. stoletju tam zaključevalo, potem pa se je seveda razširilo tudi na vzhodu vse do vzhodnega mestnega obzidja. No in to je bil nekakšen začetek torej Rotovža na sedanjem mestu. Po približno 60 letih, 50 letih je ta hiša postala premajhna, zato je mesto odkupilo še sosednjo hišo. Torej hišo, ki je stala zahodno od Rotovža, in potem se je to zgodilo ravno v času, ko so italijanski gradbeniki utrjevali mesto. Pod vodstvom superintendanta Domenica Dell'Alia je prišlo v Maribor tudi nekaj gradbenikov iz območja Pomskega jezera, med njimi tudi Peter Antonio Pigrato. Peter Antonio Pigrato je skorajda zagotovo, pa mislim, da se tukaj Curk ni motil, arhitekt, ki je povezal 2 obstoječi hiši, obe sta bili 3-osni, vmes je bil dovoz na dvorišče, skratka povezal ju je v 7-osno hišo, kakršen je Rotovž še danes. Zdaj sprva jaz mislim, da je bila reprezentančna fasada Rotovža obrnjena samo proti glavnemu trgu. Ampak kmalu po tem, torej kmalu po letu 1565, so se odločili, da tudi severno fasado Rotovža reprezentančno uredijo z nadstropnim arkadnim hodnikom. Torej, Jože Curk je domneval zaradi naklona strehe, da je bil Rotovž sprva brez arkadnih hodnikov, ampak kmalu na to, in po njegovem mnenju ne moremo govoriti o 2 gradbenih fazah, ampak o eni, ki je pač malo dalje trajala, so pa torej pozidali tudi arkadne hodnike na severni strani. Zdaj nobenega dvoma ni, kje so se zgledovali oziroma kje se je Peter Antonio Pigrato zgledoval, namreč zelo podobno mestno hišo je imela štajerska prestolnica, to je Gradec. In tudi tisto mestno hišo so zgradili italijanski gradbeniki pod vodstvom Domenica Dell'Alia, tudi sredi 16. stoletja. Bila je malo večja od mariborskega Rotovža, torej z 8 osmi je bila obrnjena na trg, bila je vogalna, tako da je potem z eno stranico segala še na Gosposko, torej Herrengasse v Gradcu. In bila je tudi oblikovno zelo podobna, namreč imela je polkrožno oblikovan vhod na dvorišče, potem imela je balkon, zelo podoben mariborskemu, in imela je tudi zvonik nad balkonom. Ampak graško mestno hišo poznamo samo še po starih upodobitvah. Namreč srečo so imela tista mesta, ki se niso pretirano hitro širila. Tiste, ki so zelo pogosto zamenjevala mestne hiše. Recimo na Dunaju se je mestna hiša velikokrat selila, preden je prestala na mesto, kjer je danes. V Gradcu so sicer ohranjali isto lokacijo na glavnem trgu, ampak to hišo Domenica Dell'Alia so podrli že v začetku 19. stoletja, zgradili klasicistično mestno hišo, ki pa je potem ob koncu 19. stoletja delovala že zastarelo, premajhno in tako dalje, skratka, potem so dobili še 3. mestno hišo na istem mestu. Medtem ko v Mariboru pa so ohranjali hišo iz 16. stoletja, res pa je, da so jo potem ob koncu 18. stoletja so zunanjščino nekoliko preuredili, tako da
je bila tudi sodobnejša oziroma klasicistična. Torej, trg seveda je bil pred mestno hišo. Za mestno hišo bi lahko rekli, da je bilo bolj dvorišče, ker so se pač še v 19. stoletju pritoževali, da so tam gnojišča in da pač ni najprimerneje urejen. Čeprav v 16. stoletju, kot rečeno, so predvidevali, da bodo ti arkadni hodniki seveda tudi reprezentativni, in primerjamo jih lahko z deželno hišo v Gradcu, ki stoji še vedno ob Graški Gosposki ulici in tudi ta je bila delo Domenica Dell'Alia. Tako da pravzaprav v več štajerskih mestih italijanski gradbeniki poskrbijo za te torej reprezentativne mestne hiše. Sicer, kar se tiče funkcije posameznih prostorov, velja za mariborski rotovž enako kakor za večino srednjeevropskih rotovžev. Vedno je veljalo, da v kleti vlada Bacchus, torej bog vina. Tam so še vedno v številnih mestih rotovške kleti, tudi pri nas je nekaj časa še bila. Potem v pritličju je vedno vladal Merkur, kot trgovina, se pravi, tukaj je bila mestna tehtnica, tukaj so bili lokali, verjetno so tudi v tem zaščitenem prehodu v primeru slabega vremena prodajali. In pa potem v zgornjem nadstropju pa je vladala Minerva, torej ti prostori so bili namenjeni sodstvu in bili so namenjeni tudi upravi, se pravi srečevanju mestnih svetnikov, tudi mestni sodnik in poznaje župan je imel tam svoje prostore. Potem pa ima mariborski rotovž še pol nadstropja ali mezanin, to so tista majhna kvadratna okna zgoraj in tudi ta lahko primerjamo s to staro graško mestno hišo, s tem, da je v Gradcu zabeleženo, da je bil v pol nadstropju zapor. Pomeni, da lahko domnevamo, da so na ta način tudi ta del mariborskega rotovža uporabljali. Sicer pa imamo iz sredine 19. stoletja en načrt, ko so želeli zapor prestaviti na dvorišče mestne hiše, se pravi še po prizidku, tam, kjer je bilo včasih lutkovno gledališče oziroma oddelek knjižnice za odrasle, čitalnica. To se potem sicer ni zgodilo, zapore so zgradili na drugem mestu. Ja, omenili ste že to veliko prezidavo leta 1565, pa bi imela za vas, gospa Sapač, vprašanje v povezavi s tem. Kaj pa takšna prezidava pomeni za podobo samega trga? Torej, takšna prezidava, kaj pomeni? Na to vprašanje bi kolegica Polona z veseljem in odlično odgovorila kot strokovnjakinja. Jaz lahko z vidika konzervatorske stroke samo dodam, da vsekakor je prisotnost italijanskih utrdbenih mojstrov z superintendantom Dell'Aliom na čelu pomenila za mariborski prostor eno veliko obogatitev tistega časa, se pravi iz nekega manjšega provincialnega mesta je zavelo nek duh nekega večjega svetovljanstva, sicer žal ta duh je pomenil tudi neko nevarnost upadov, zaradi tega so tudi italijanski mojstri utrjevali to celotno fronto, veliko teh mest in trgov v tistem času, od Radgone, Bad Radkersburga in tako naprej, še ostalih krajev, vse Gradca do Dunaja. Skratka, za Maribor je ta stavba pomenila zelo veliko in tako kot je že Polona omenila, jaz ne bi se rada zdaj tu ponavljala, vsekakor je bila najpomembnejša ta funkcija mestotvorna v smeri ne rotovškega, ampak glavnega trga. To je pomenilo neko zelo osrediščeno funkcijo, ki je pomenila dejansko posvetno oblast neke vrste v kraju. Po drugi strani, kar se pa tiče rotovškega trga, kot rotovškega trga, je res dolgo časa veljal za hof, torej dvorišče, ampak tu se je veliko dogajalo, bila je tržnica, trgovalo se je, verjetno marsikatera zgodba se je odvijala. Zdaj, glede na zadnje raziskave, o tem bom kasneje, bomo še marsikaj mogoče si lažje predstavljali, kaj se je tudi na to tako imenovano nekdanje dvoriščno, torej
trško, stran Rotovškega trga, kar se je dogajalo. Še pridemo do tega. tako. Ja. Hvala lepa zaenkrat. No, trg pa je poleg mestne hiše obdajalo še nekaj sosednjih zgradb, ni jih bilo dosti, pa vendarle. V kar nekaj od njih, kot sem že v uvodu omenila, je domovala knjižnica. Ne? Knjižničarji smo zasedli praktično ves trg skoraj. No? Zdaj pa me vseeno zanima, gospa Vidmar, kakšna pa je preteklost teh ostalih zgradb, kako so se oblikovale življenje trga? Ja, jaz mislim, da je imela velik pomen v povezavi z Rotovžem zlasti hiša, ki je bila, torej ki še vedno stoji in sicer ima naslov Gosposka ulica 5. To je tretja hiša na levi strani, če začnete z glavnega trga, tista, ki je poslikana. Namreč to hišo je dal zgraditi Johann Gerstmayer, torej prezidati, no, se nekaj osnova je bila že odprej v 19. stoletju, tudi z namenom, da v njej uredi mestno hranilnico. Namreč potem, ko je bila mestna hranilnica ustanovljena, je sprva delovala v 2 prostorih Rotovža, ki sta bila pa kmalu premajhna, no, in Gerstmayer je uredil prostore za hranilnico tam, potem pa seveda so zgradili novo hranilnico, to vsi vemo, to je tam, kjer je danes rektorat Mariborske univerze. Namreč ta hiša je segala torej od Gosposke ulice pa vse do Rotovškega trga in bila je povezana torej z obema prostoroma in jaz mislim, da je to dejansko bila neka prva povezava potem tudi tam z Gosposko ulico. Ne? Je pa res, da so potem ob tisti hiši strani Rotovškega trga v drugi polovici 19. stoletja zgradili še 2, oziroma eno, pa mislim, da 2, če se prav spomnim, torej historistični stavbi. Ne, meni se je vedno zdela, jaz sem pač hodila tam v knjižnico desetletja, zelo lepa tudi stavba na severnem robu Rotovškega trga. Ta stavba je bila zgrajena šele leta 1903, prej je bila tam milarna, ne, torej izdelovali so milo, bolj ali manj gospodarski objekt, ne, ki je imel sicer obokane prostore, ampak vseeno, ne, torej namenjen gospodarstvu. In tista stavba je tudi zdaj vključena, kolikor vem, ne, v ta del. Trenuten projekt ne, medtem ko v natečajnem projektu leta 2008 je tudi zajemal natečaj to stavbo. Pionirsko knjižnico. Tako, nekdanja Pionirska knjižnica, ja. Potem pa je torej ta prostor na zahodnem delu trga, torej od prizidka Rotovža pa nekje približno tam do Slomškovega trga, pa je očitno bil kar nekaj časa nepozidan, vsaj do konca 18. stoletja in tam naj bi bila vrtova, ki sta pripadala enemu drugemu beneficiatu, potem pa jo je ta torej, beneficiat prodal zasebnikom, ne, tako da sta tam nastali še dve hiši, se pravi tam, kjer je bila potem knjižnica za odrasle. Ne. Rotovški trg 2. Rotovški Ja, trg. tako, ja. Ja, zdaj pa se vrneva spet malo k prenovam. Zdaj, seveda, ta velika prenova v sredi 16. stoletja je kar spremenila in podobo mestne hiše in posledično tudi seveda vplivala na trg. Potem večje in manjše prenove so se dogajale potem celotno obdobje in vse do srede 20. stoletja, ko je sledila druga taka večja prenova, ne, poleg te, ki seveda zdaj poteka. Zdaj, kakšen je pa bil koncept te zadnje prenove sredi 20. stoletja? Ja, tu je potrebno razlikovati pač res obdobja pred vzpostavitvijo spomeniške službe, govorim tako v kontekstu celotne Srednje Evrope vsaj, pa po postavitvi te spomeniške službe. Namreč pred vzpostavitvijo spomeniške službe so se seveda stvari zelo utilitarno odvijale, kakor hitro je pač investitor želel kaj spremeniti, je spremenil z več ali manj občutka do preteklosti, do dediščine stavbne. Velikokrat so sicer že tako
dejansko po občutku želeli nekaj ohraniti. Vse toliko, tudi če so prikrili, niso uničili. Ne. Šlo je za dodajanje, ne pa za odvzemanje v Da, nekaterih samo en primerih. medklic, kdaj pa je recimo spomeniška služba tako začela prvič konkretno se ukvarjati z varstvom? Ja, zelo grobo sreda 19. stoletja, ko se vzpostavijo tudi druge stroke in lahko rečemo na svetovnem nivoju središče vzpostavitve tako umetnostno-zgodovinske stroke in potem iz nje izhajajoče spomeniške stroke je Dunaj, je prestolnica Dunaj in glede na to, da smo Slovenci pripadali tedaj tudi tej skupni državi, smo res, bi rekla, dobili strokovnjake iz teh prvih generacij, tu predvsem mislim na doktorja Franceta Steleta in še ostale, in smo lahko Slovenci zelo ponosni in hvaležni tej zgodovinski, ne bom rekla usodi, ne slučajnosti, usodi, da smo se v tem kulturnem prostoru dejansko nahajali, da smo res iz prve roke to vzpostavitev institucionalizacije spomeniške službe dejansko tudi imeli, ne? Torej to vzpostavili tudi pri nas kasneje, potem po letu 18. No, če se pa vrnem na vprašanje, ne, kaj je Nova 20. tako, ja. Oziroma kakšna je vloga tudi spomeniško-varstvene službe pri večjih spremembah? Zdaj, seveda spomeniška služba je bila najprej centralizirana, seveda najprej preko avstrijske službe, kasneje po letu 1918 se je ta služba formirala znotraj Jugoslavije oziroma Slovenije, seveda je potekalo vse tedaj iz Ljubljane in seveda so potem lokalno preko Franceta Steleta tudi lokalno pomagali posamični strokovnjaki, veliko je bilo tudi arhitektov in v tem kontekstu je potrebno tudi si razlagati vlogo Jaroslava Černigoja, bili so tudi drugi, recimo Mušič, ne, in Marjan Mušič in ostali arhitekti, ampak v tem primeru Rotovža je bil ta ključna oseba Jaroslav Černigoj. Zdaj, v tisti fazi spomeniške službe se dejansko so imeli veliko že znanja, podatkov, vendar se je mogoče še pristopalo tako, ne bi rekli, da so pristopili na način kot sedaj, ko rečemo vse, kar je zadnja kakovostna faza, ohranimo, ne raziskujemo pa preteklost, da bi to zadnjo kakovostno fazo odstranili zaradi strokovne znanstvene radovednosti, kaj pa je le spodaj, kaj pa gremo še bolj naprej in bolj kot to odstranjujemo, da si lažje predstavljate, recimo stolnica ali pa Ptujsko-Gorska cerkev so stolkli dol vse omete, dokler niso prišli do golega zidu, da so lahko stavbne faze rekli, to je romanska, to je gotska faza, ti, ki so stavbno zgodovinsko razbirali, strokovnjaki so o tem verjetno veliko spoznali. Problem pa je, da so uničili vse kasnejše faze in marsikatero poslikavo, ne, ki bi jih danes nam koristile. Tako da danes se tega zelo previdno lotevamo. No in čas od Černigoja, če se vrnem v začetek 50. let 20. stoletja, je bilo tako, da so imeli nekakšno dediščino rekonstrukcijske logike. Vrnimo se v čisti slog renesanse, odstranimo kasnejše morda slogovno rahlo neprimerne posege in problem pri tem čiščenju pa je bil ta, da včasih ni bilo dovolj podatkov in da so si nekako po analogiji izmišljevali določene stavbne člene, elemente, ornamentiko iz tistega časa, ne. To zna biti kar problem, potem pa se pojavijo strokovnjaki, kot je dr. Polona Vidmar in vidijo, da to pa nekako ne sodi v ta čas, ne? In potem, ko me retrogradno opaziš, da so bili kakšni koraki mogoče speljani, ne? Mogoče ne čisto pravilno, ampak ne rečem zdaj za ta konkretni primer. Skratka, v tem času Černigoja se je prenovilo ne samo ulično fasado, se pravi ta glavni balkon, ampak tudi predvsem dvoriščno, ne, z arkadami. Ugotovilo se je, da so dvoriščne arkade, zdaj imamo dva trakta, en je ta glavni trakt in pa en, ki je kasnejši, tisti je nekje verjetno iz časa teh dveh požarov 1600 pa 1648, nekje do sredine 17. stoletja, Polona popravi me, če slučajno se kaj motim. Tako, ne, po domnevah Curka. Ja. Ja.
tu nekje se gibamo. Skratka, gre za dve fazi. In pod njegovim vodstvom se je dejansko ugotovilo, da so bile v pritličju tega dvoriščnega trakta, da so bili stebri, ne slopi, in so jih tudi odstranili in zdaj imamo obe, se pravi in pritlični in etaži imamo stebre, toskanske stebre, medtem ko na glavnem rotovžu, ne, se pravi na glavni stavbi na dvorišču, pa je že tudi obstajala domneva, da zgoraj so bile, torej so arkade, so toskanski stebri, spodaj pa je z rizalitom bilo dalj časa zazidani slopi. Rizalit je bil kasneje sicer odstranjen ravno v tem času, no, tam se je pa potrdilo, da spodaj pa stebrov ni v pritličju, ne. Smo pa zdaj ob zadnjih, ne vem, kdaj bo prilika, da bom povedala vse novosti zadnjih sondaž, ne, potem bom pa povedala še kasneje, ne. Skratka, no, to se je takrat dogajalo v glavnem. In v tistem obdobju tudi trg dobi za tisto obdobje moderno zgradbo, ne? To je ta Rotovški trg 9, ne? Ki je res en tak poseg čisto socialistične gradnje, ne, v to staro mestno jedro bil. Ne? Dobro ste omenili, mislim, mi je všeč ta beseda socialistične gradnje, namreč ljudje si dejansko to arhitekturo razlagajo kot socialistično. Bila je res v tistem času postavljena, ampak moramo vedeti, da je Maribor z bombnimi napadi zaveznikov izgubil slabih 50% stavbnega fonda. In da so bili mariborski arhitekti po vojni od urbanista Ljuba Humka do celotnega, predvsem Komuna projekta, to sta bila brata Ivan Branko Kocmut in ostali, so bili neverjetni v bistvu geniji interpolacij, kako na en precej anonimen, neupadljiv način mesto ponovno vzpostaviti in se pokloniti historični gradnji in v te škrbine vstaviti interpolacije neupadljive arhitekture. Tam, kjer pa je bilo več porušenega, ker so se lahko formirale nove mikro ali pa večje urbanistične kompozicije, tam so pa šli v svobodnejšo kompozicijo, tam pa niso delali interpolacij v stavbni niz, ampak dejansko svobodna kompozicija z nekimi višinskimi poudarki, zato so uvedli te stolpnice vogalne, ne, po Mariboru. Tako da ja, oni so bili res mojstri in v tem primeru te arhitekture gre za eno čudovito arhitekturo, ki bi jo seveda, jaz osebno sem pristojna za modernizem v Mariboru in še nekaj 10 občinah, bi se lahko odločila, da se zavaruje tudi ta stavba, ampak dejansko celotnih opusov vseh teh arhitektov preprosto ni realno varovati. Veliko smo ohranili, veliko so inventirali, veliko zdaj tudi saniranega že. V tem kontekstu tega natečaja in te nove funkcije pa smo dejansko z ni nobena skrivnost se odločili, da ta primer žrtvujemo novi funkciji. To je tudi med drugim vloga spomeniške službe. Ne? Hvala lepa. Gospa Ferler, z vidika mestne hiše, to je tudi že gospa Vidmar omenila, je bil Rotovški trg in seveda na nek način je še vedno dvorišče, ne, njeno dvorišče. V tej besedni zvezi Rotovško dvorišče se omenja tudi v literaturi. Pa me zanima, kakšen je pa pomen zasebnih, polzasebnih in javnih površin v urbanem okolju in kakšna je tu razlika z dvoriščem, ki ste jih raziskovali? Ja, dober večer. Ja, ta Rotovški trg oziroma Rotovško dvorišče, s katere strani ga pač pogledamo, je ena zanimiva kombinacija prostora, ki je po eni strani za kulisje, po drugi strani pa osrednji prostor. Pač odvisno od tega, katero funkcijo opazujemo. Zdaj, kot ste vprašali, nasploh se odprti mestni prostori, pa tudi neurbani prostori pravzaprav delijo na javne prostore in zasebne prostore. Zasebne prostore so v glavnem dvorišča, posebej tista, ki so zaprta, se pravi neka območja za hišami, tista, ki so za pročelji, pa velikokrat segajo globoko po parcelah v dele mesta, ki jih pravzaprav niti ne poznamo, čeprav se okrog njih sprehajamo in jih z druge strani poznamo. Medtem ko tipični javni prostor je pač seveda trg.
Ampak funkcije skoraj nikoli niso tako enoznačno deljene. Glavni trg je seveda zelo jasno trg in še nekaj trgov v mestu je zelo jasno definiranih res kot osrednji velik javni prostor, medtem ko so dvorišča pogosto prostor nekih mešanih funkcij. Ne samo v primeru Rotovškega trga, ampak nasploh so dvorišča včasih povsem zaprta in pravno in po funkciji zares pripadajo samo stanovalcem hiše, ampak zelo pogosto pa so tudi že v preteklosti bile na dvoriščih tudi druge dejavnosti, med drugim kakšne obrtne dejavnosti v najemu, tudi vrtne površine, včasih zelo velike, tudi stanovanjske površine v ozadjih hiš, ki so pa na nek način ne samo dopuščale, pravzaprav vabile javnost, da vstopajo na prostore, ki so po definiciji zasebni prostori. Namreč je na dvorišču pač neka obrtna delavnica, recimo, da tam deluje, ne vem, čevljar, lončar, kdorkoli pač. In ima ta stranke, seveda te stranke iz javnega prostora vstopajo v prostor, ki je po definiciji zaseben. Ampak s tem, ko se odpira, ko je dovoljeno vstopiti nanj, postaja vsaj pol zaseben, če ne že pol javno, odvisno do katere mere se pač javnosti odpira. In velikokrat so taki prostori bili dejansko že v preteklosti neki prostori mešane rabe in na nek način je z Rotovškim trgom podobno. Bolj, ko gremo v preteklost, bolj gre za dvorišče Rotovža, po drugi strani pa pravzaprav tudi ozadja hiš v Lekarniški ulici in ozadja hiš v Gosposki ulici, kot je Polona omenila. Nekatere hiš z Gosposke pravzaprav v celoti segajo že za stavbnim tkivom do Rotovškega trga, druge so deloma imele dvorišča, ki so segala na to območje, potem pa so nastajale še hiše, v katere se je pa vstopalo z Rotovškega trga. In nekatere od teh hiš so bile stanovanjske, stanovanjsko-poslovne, druge so imele neko javno rabo ali pa so v določeni meri bile v javni rabi, v določeni meri pa so služile pač prebivanju. Baš pa omeni recimo Franjo Baš v začetku 19. stoletja velike zelene površine, ki so bile pravzaprav vrtovi hiš v severni Lekarniški ulici recimo, pa tudi predvsem v severnem delu trga, tiste, ki so se navezovale na hiše, ki so z pročelji gledale na Gosposko ali pa z hišo, ki je gledala na Gosposko, pa še potem z nekim poslopjem zadaj. Jaz sem danes malo pregledovala načrte teh zgradb, mogoče tudi teh, ki zdaj še niso bile omenjene, te čisto preproste stanovanjske hiše. Pri mnogih teh hiš so bili v 19. stoletju ali pa v 20. tudi dograjeni kaki provizoriji, se pravi neki prostori, v katerih so bila pogosto skladišča, recimo. Skratka, na nek način gre za ozadje, na drug način je pa pravzaprav potem v 20. stoletju to območje vseeno preraščalo v javni prostor, v trg, ki je dobival tudi javne funkcije oziroma dogajanje, ki ga razumemo kot dogajanje, ki bi ga tudi sicer umeščali na čisto javne prostore, recimo koncerte v 80. letih, to je, če mene vprašate o Rotovškem trgu, je moja prva misel, pač so koncerti v 80. letih, kamor smo pač hodili v naši generaciji na javne dogodke. Po drugi strani se je prostor profiliral tudi s tem, da je bila poročna dvorana v Rotovžu in je bil to kar nekaj časa prostor, kamor smo hodili pač na poroke, ob porokah, kjer smo metali riž. Tako da je riž ena jestvina, recimo, ki jo je mogoče povezovati s tem trgom, po drugi strani pa seveda moka, ki je bila, mislim, da že omenjena danes. Tržni prostor je vsekakor tisti, ki je zaznamoval ta trg oziroma po katerem ga mogoče celo najbolj poznamo. Tržnih prostorov je bilo v Mariboru več, na glavnem trgu z glavnino artiklov različnih pač namembnosti. Potem na Lentu v Pristanu se je prodajal pretežno les, na Slomškovem trgu pretežno slama, tukaj na Rotovškem trgu oziroma tam na Rotovškem trgu, ne, zdaj nismo na Rotovškem trgu, pa moka, in ta moka je recimo ena taka, se mi zdi neka tvarina, na katero se da tudi navezovati, če bomo potem govorili še kaj o tem, kaj je mogoče iz teh plasti pobrati in vnašati v to, mogoče ste o tem že razmišljali, mogoče je še čas, da še.
kaj o tem razmišljamo, kaj je mogoče v te nove prostore, tudi iz teh plasti, ki so se skozi čas nabirale, vnašati. No pa mogoče še ena z teh funkcij je pravzaprav res zelo veliko, od več kavarn, tudi ki so se znašle na trgu, bi pa recimo omenila tudi nabavljalno zadrugo državnih uslužbencev. Konec 20., 30. letih je delovala v vaši zgradbi, v knjižnični zgradbi, in je bila tudi en pomemben prostor za pomemben del prebivalcev Maribora, neka s socialo, z oskrbo prebivalstva pač povezana dejavnost. Veliko oglasov v časopisih, recimo, če jih danes vtipkate v D-lib Rotovški trg, se bo nanašalo ravno na to nabavljalno zadrugo v 20. in 30. letih. Potem pa seveda knjižnica in lutkovno gledališče, ne. Zdaj, če so koncerti ena plat tega, česar se večina nas iz generacij pred in za mano, če se zdaj nekje umestim na neko časovno točko, najbolj spomni sta gotovo potem ob tem zunanjem dogajanju še knjižnica in lutkovno gledališče. Zdaj, omenili ste že kar nekaj dejavnosti oziroma dogodkov, ki so se vršili na tem prostoru. Ne vem, morda je ravno zaradi te svoje intimne pozicije trg v določenih segmentih bil še bolj zanimiv, kot če bi bil del nekega vrveža mestnega. Ja, zagotovo ima nekaj tega šarma, ki ga imajo dvorišča nasploh. To je, da so malo umaknjeni, da niso tisto, kar mesto ali pa človek ali pa lastnik hiše najbolj pokaže, s čimer se najbolj postavi, ampak je tisto, kar je zadaj, ampak je vseeno realno, no. In to se mi zdi je ustvarjalo nek tak pridih, neke vsaj malo umaknjenosti iz nekega središčnega glavnega trga, ki je čisto blizu, ampak je vendarle bolj pompozen, kot je ta umaknjen prostor za Rotovžem. In ja, seveda recimo ravno koncerti, ki so se tam dogajali, nekjer drugje ne bi bili točno taki, na bolj odprtem prostoru bi drugače delovali, tu pa so vseeno bili ujeti v nek relativno zaprt prostor in tisto, čemur so pravzaprav, česar del so bili, to je družbenih sprememb v 80. letih, se vsaj meni zdi, da se nekako zelo ujema z tudi duhom tega prostora, no. Gospa Vidmar, kaj pa v preteklosti, kaj se je na trgu dogajalo? Torej, po moji vednosti so edini znani podatki o tem, da je bil tukaj trg Moke. In pa Rudolf Gustav Puf omenja, da so bile še stoletje prej, se pravi sredi 18. stoletja, tam igre z biki. Tega se jaz nikoli nisem znala prav predstavljati, če si kdo zna, ne vem. Curk je celo enkrat omenil kar koride, da so bile koride delno tekmovalne in tako. Tudi nimamo iz zgodnjega obdobja nobene upodobitve Rotovškega trga, ker se je pač vedno z te južne strani slikalo, na primer. Zdaj, ko so naredili arkade, se je meni zdelo to podobno, da bi lahko bilo tako, kot je bilo v graški deželni hiši. Tam je, tudi tam je za deželno hišo trg, ki je umaknjen, ki je intimen, ki je popolnoma drugačen od tega mestnega vrveža. Hiša je sicer za nadstropje višja, se pravi arkade so v 3 nadstropjih, še bolj veličastno deluje, tudi zelo lepo stopnišče je. Kakorkoli, od tam pa imamo eno grafiko in sicer vidimo, da so torej deželni svetniki prihajali s kočijami in da so se seveda ustavili na tem trgu. Ne vem, ali to smemo povezati z Mariborom, ker verjetno mariborski mestni svetniki so prihajali peš, si mislim, glede na velikost mesta, ampak dobro, recimo, da je to bil eden od namenov, zakaj sploh trg tudi opremiti z arkadami, recimo. Potem imamo seveda fotografije, predvsem začetka 20. stoletja, no, in meni je bila ena od bolj zanimivih tista iz, mislim, da je leta 1936, ko so tukaj uprizorili igro o celjskih grofih.
Ne, tako da se je recimo tudi to gledališče na prostem dogajalo, prav sceno so pripravili, tudi iz muzeja so takrat, torej od muzejskega društva so prinesli nekaj predmetov, zlasti pač neke oklepe, skratka, da je tako, so poskušali tudi poustvariti to vzdušje, ne vem, verjetno stolpa na Celjskem gradu, ker je pač tudi z nekim cenejšim materialom bilo to poustvarjeno, ne. Tako da lepe so tudi fotografije, ki prikazujejo lokal. Zdaj jaz mislim, da je bilo to gostišče Jadran, mogoče. Ne? So imeli Grube najprej, potem pa Jadran. Pa Jadran, ne, in se mi zdi, da takrat so tudi nekako se prav vidi, kako so se ljudje uredili, ko so pač sedeli potem na tem trgu. Ne. In je tudi recimo že zaradi lege, da ne samo da je intimno, ampak tudi senčno je bilo poleti, da je bilo zato zelo primerno. Ne. Gospa Ferlež, kako pa meščani oziroma ljudje, no bom rekla, ne samo meščani, oblikujejo življenje nekega trga oziroma javne površine nasploh? Kakšna je njihova vloga pri tem? Bistvena. Mislim, če ne bi meščani uporabljali prostorov, zgradb, ki so na nekem mestu, če ne bi prečili trgov recimo, ali pa tudi dvorišč ali pa kakih drugih prostorov, potem ti prostori pravzaprav nimajo smisla. Tako da z vidika etnologije, no, s katere pač jaz opazujem odnos med človekom in prostorom, je pravzaprav bistveno to, no, na kak način ljudje prostor, kakor je pač oblikovan, sprejmejo, na kak način ga uporabljajo, na kak način se v njem vedejo, in tudi na kak način ga morda ne sprejmejo, kaj jim ne sede, kaj jim čez čas na primer postane nefunkcionalno. Tako da ravno te oblike vedenja v prostoru, načini uporabe in pomeni, ki jih potem ljudje prostoru in samim zgradbam pripisujejo, je tisto, kar nas v nekih procesih spreminjanja prostorov, in zdaj pač smo ravno v fazi res velikega spreminjanja tega prostora, pravzaprav na nek način mora najbolj zanimati, ker kaj pa so zgradbe pravzaprav, če ne prostor, ki daje možnost ljudem, da živijo, kupujejo, se sprehajajo, občudujejo, se srečujejo, kar je tudi bistveno. Tako da ljudje pravzaprav in njihova raba zgradb so tisto, kar je v resnici bistveno. In tukaj nastopi tudi etnološko konzervatorstvo s svojo vlogo. Kakšna je ta vloga? Ja, etnološko konzervatorstvo je del konzervatorske stroke na splošno, načeloma tradicionalno, sicer bolj usmerjeno v ruralno okolje, to je neka starejša delitev na domeno etnologov, konzervatorjev v ruralnem okolju in domeno ostalih konzervatorjev, predvsem arhitektov in umetnosti zgodovinarjev v urbano okolje, ampak sodobne dediščinske študije in tudi etnološki pristop pravzaprav poskuša na nek način poudariti ravno to, o čemer sem prej govorila, ta pomen spominov na prostor, na razne plasti dogajanja v prostoru, potem bistven pomen odnosa med ljudmi in prostorom in pomenov, ki jih ljudje pripisujejo prostoru, in kadar gre za posege, bodisi da gre za neke drobne posege na posamičnih zgradbah ali pa za tak velik poseg v nek večji prostor, pa včasih celo za revitalizacije kakih mestnih predelov, pravzaprav vedno bolj razmišljamo o tem, da so to posegi, v katerih bi morali sodelovati z različnih zornih kotov. Tako bodoči kot pretekli uporabniki prostorov. Zdaj zanima nas geneza prostora, to je to, o čemer smo danes v različnih časovnih prostorih govorili, se pravi prepoznavanje vseh teh plasti. Po drugi strani pa tudi na nek način s participatornimi pristopi detektiranje tistega, kar si predvideni bodoči uporabniki prostora na nek način želijo, kako oni vidijo nek prostor, ki nastaja. In mislim, da je potem v nekem enakovrednem prepletu pogleda različnih disciplin in pa uporabnikov prostora oziroma vseh akterjev, investitorjev,
lokalnih oblasti, skratka akterjev v teh procesih, je, kot vemo, zelo veliko in so njihova stališča pogosto diametralno nasprotna, ampak na nek način neko povezovanje, neko klicanje k nekemu skupnemu pogledu in iskanju skupnega imenovalca, predvsem pa vpletenost javnosti v procese načrtovanja od začetnih faz teh procesov, se pravi nek postopek, v katerem ljudje prenove toliko bolj vzamejo za svoje, kolikor bolj se čutijo v njih vključeni in kolikor bolj se čutijo del tega procesa. No in zdaj smo pa že v sedanjem času, tako da gospa Fischer-Knap, za vas vprašanje. Torej, s celostno prenovo trga, ki se je začela leta 2022, se, kot smo že zdaj ugotovili, se spreminjata tako podoba kot vloga trga kot javnega prostora. Kakšno zgodovino ima ideja te preureditve rotovškega trga? Zdaj bo že skoraj 20 let od te prvih arhitekturnih načrtov. Kakšni so bili ti načrti iz leta 2008? Dober večer. Zdaj leta 2008 je bil razpisan natečaj, takrat še za Mariborsko knjižnico v celoti. Kakor smo že prej razlagali, je okoli rotovškega trga precej teh objektov, ki so bili po prvotnih načrtih leta 2008 tudi vključeni v podobo bodoče knjižnice. To je bila tako pionirska knjižnica kot nekdanja stavba knjižnice, zahodni trakt Rotovža, Rotovški, se pravi mestna hiša Rotovža, kot tudi Rotovški trg 9, kjer je bilo redarstvo oziroma tudi delno vaši prostori. Zdaj, takrat je bila precej programsko bolj obsežna naloga, oziroma se pravi knjižnica je imela takrat bistveno večje kapacitete, kakor jih ima pa recimo danes po vseh teh letih geneze, ker ta projekt je pravzaprav doživel, rekla, 3 največje geneze. Ena bilo leta 19 in potem leta 20, ko je se naročnik odločil, da podruži nekaj več programov v ta sklop. Tako da leta 2008 recimo so v teh prostorih bili predvidene tudi gostinske dejavnosti, več mestotvornih, se pravi več protokolarnih dejavnosti, bila je predvidena tudi knjigarna. Vsi objekti so bili pa med seboj povezani, tako kot so še danes v bistvu z prostorom pod osrednjim trgom, to je pač osrednja dvorana, ki je povezovala takrat vse objekte, pionirsko knjižnico, nekdanjo knjižnico, se pravi Rotovški trg 9, mestno hišo, zahodni trakt. Tako da se mi zdi, da je pravzaprav naročnik, ki se je leta 20 odločil, da bo naredil, da bo probo oživeti projekt, ker dolgo časa je projekt pravzaprav stal, predvsem iz razloga finančnega financiranja, in smo tudi poskušali recimo že v letu 2019 pripraviti nek manj obširen objekt, kjer bi osrednja dvorana povezovala samo Rotovški trg 9 in pa nekdanjo knjižnico, brez celotne mestne hiše in pa pionirske knjižnice. Se je izkazalo, da je tudi to mogoče prevelik zalogaj za mesto, tako da je se zgodila takrat ena taka zelo pomembna mestotvorna poteza v bistvu vseh bodočih uporabnikov, ker se je takrat kot knjižnica delno odrekla določeni vsebini, ki jo je predvidela, predvsem tistim vsebinam, ki niso bile mestotvorne, se pravi ne vem, knjigoveznica in podobni logistični programi. Tako UGM, ki je imel načrtovano precej veliko novo zgradbo, se pravi Max, ki je bil takrat predviden za, ko je bilo mesto Maribor proglašeno za mesto kulture. Tako da pravzaprav so se vsi odrekali nečemu, da bi lahko se ta trg na nek način ponovno oživel. Pri čemer je v resnici koncept arhitekturni ostajal relativno bolj ali manj enak. Se pravi, mi imamo to osrednjo dvorano pod Rotovškim trgom, ki je z velikim atrijem ob obstoječi knjižnici naravno osvetljen. Tako da je v resnici tisti, ki ste mogoče imeli priliko že videti, ker je projekt zdaj v sklepnih fazah, letos bo otvorjen in bo polnoleten po 18 letih vsega tega delovanja.
bo zelo prijeten ambient. Je pa res, da je pravzaprav tukaj, moram poudariti, predvsem neko sodelovanje z Zavodom za kulturno dediščino. Recimo prvi projekti so precej bolj ohranjali vse te objekte, tudi natečajna ideja je bila pravzaprav bolj v smislu ohranjanja tako obstoječe knjižnice kot Rotovškega trga 9, pri čemer so bile dodane nove fasade, medtem ko z novimi programi smo takrat se uspeli dogovoriti z zavodom, ki je nekako prisluhnil bodočim potrebam in pa seveda neki želji, da se prinesejo ustrezne vsebine, da se nove zgradbe načrtujejo na način, da bojo vsebine lahko v njih delovale, je takrat je bila omogočena pravzaprav rušitev obeh starih objektov, se pravi Rotovškega trga 9 in pa nekdanje knjižnice za potrebe novih prostorov, ker je pravzaprav program tako kompakten in tako zahteven, da bi v obstoječe objekte to bilo zelo težko unesti noter. Ja, še prideva nazaj k vam, pa gospa Sapač, mogoče zdaj gospa Jerneja že nakazala ta pomen spomeniško-varstvene stroke ravno pri tem zelo velikem in obsežnem projektu. Mogoče kaj o tem še? Ja, naša stroka se je skupaj s projektom, kot je Jerneja rekla, ki je že polnoleten, razvijala in spreminjala tudi svoja stališča glede na dodane funkcije in dodane potrebe. Seveda najlažje je zadevo zamrzniti in reči, mi se tega ne gremo, brez skrbi, da nikomur od nas, tistih, ki smo tu akterji v spomeniški službi, ni lahka naloga se o tem odločati in vsekakor bi nam bilo, govorim izključno iz vidika naše stroke, bi nam bilo najlažje reči, saj ta projekt pa absolutno je zelo destruktiven do obstoječe stavbne substance. Absolutno bi to držalo in bi lahko to zagovarjali. Taka zgodovinska prilika se ne ponudi dosti krat in to je naša tudi družbena vloga, da nismo edini deležnik, ki ureja prostor, ampak smo eden od subjektov urejanja prostora in tudi te nekih javnih funkcij in da se moramo te svoje odgovornosti tudi z tega vidika zavedati, da torej ni samo spomeniška služba in varovanje, ampak tudi dopustiti neke sodobne funkcije in sodobne stavbe. Zdaj pa, kako to selekcionirati z veliko mero znanja pa poguma. Po eni strani znanja pa raziskovanja, da veš, da če že kaj žrtvuješ, da žrtvuješ tisto, kar ni tako edinstveno, da ni ponovljivo v smislu, da je takih objektov primerljivih po analogiji še več. Po drugi strani pa poguma, da se zavedaš, da je nemogoče hkrati ohranjati vse to, kar bi želel in omogočiti neko tako pomembno, taki preplet, večplastnost vsebin, ki naj bi prišle. Tako da smo imeli kar težko nalogo. Zdaj čist porušena tudi ni ta stavba na Rotovškem trgu, koliko je 9, zdaj sem že v številko pozabila. 9, ja. Namreč mi smo morali popaziti za obodno gledano za vse objekte, ki so na širšem območju, ker ko se je ta jama gradbena kopala, bi lahko izgubili veliko spomenikov razglašenih, ker je bilo treba paziti tudi, kako se to dejansko statično gledano izvaja. Tako da smo že tu pogojevali stvari, varovali smo stavbe, za katerimi se projekt sploh ne ukvarja. S temi smo se največ ukvarjali, pa se zdaj to ne vidi. Tako da to smo res vse s skupnimi močmi za statiki uspeli dejansko ohraniti, da se zdaj po teh tolikih letih tresljajev, ki smo jim tudi mi, naša služba, tudi deležni dnevno, lahko rečem, da so zaenkrat, ker že nekaj let do tega res minimalne posledice. Tako da to so kar velike zadeve, dosti smo dosegli. Kar se pa tiče objektov, ki pa so vključeni v projekt, pa tudi lahko rečem, da smo zelo veliko raziskovali in na srečo ne samo izgubili, ampak tudi pridobili. Zdaj, kdaj bo prilika, da povem, kaj so zdaj najnovejše? Zdaj, mogoče, ker to želim tudi Poloni, že ves čas komaj čakam, ker Polona, pač dr. Vidmarjeva in pa dr. Feleževa sta med tem omenjali pomene
tega trga, ne, Rotovškega trga, da je po eni strani intimni in je kot dvorišče, hkrati pa, kot je Polona rekla, takrat ob izgradnji je vse kazalo na to, da naj bi bil tudi dvoriščna fasada reprezentančna. In v tej čudoviti knjižici, ki jo Polona ima pred seboj, ki nam zelo, zelo tudi koristi v vsakodnevni praksi službeni, je tudi zapisala dr. Vidmarjeva, da zna biti, da so tudi na dvoriščni strani bile arkade tudi v delu, kjer so parapeti. V spodnjem ograjnem delu dosti bolj sofisticirane, profilirane, se pravi, da bi znali tam biti tudi balustrade. In ob teh raziskavah stavbno-zgodovinskih, ki jih je izvajal gospod Smiljan Cimerl z našimi kolegi, celo restauratorsko ekipo, nekateri so tukaj, skratka se je odkrilo, da so dejansko bile balustrade, balustrčke, našli smo in smo mere vzeli in ti balustri so bili identični. Maja, mogoče bi lahko samo pokazali. Hvala. Malo. To je za ta deželna hiša To je Polona prej razlagala, to je deželna hiša v Gradcu, to ni, takšni balustri so bili približno. To je ena hiša, tudi Delalijeva delavnica v Gradcu in sicer je to Krebs, ta neki Krebs, ne vem, ta neka gostilna v Sackgasse 12 v Gradcu, kjer no tako, takšni balustrčki, ki so na sprednjem balkonu, torej tem slavnem balkonu Rotovža, tukaj so pa bili na dvorišču pa približno tako. In to ne samo v enem osrednjem polju, kot smo najprej domnevali, ampak se je izkazalo, da v vseh, po celi fronti. Tako da dejansko ni šlo za nek simetrični osrediščen motiv, izpostavljajoč tako kot na strani glavnega trga, ampak dejansko za tako pozicijo, kot so gradovi, kot so, se poznamo, mislim, ne, ker so primerljive. Še je teh primerljivih, ne, teh delavnic, primerljivih lokacij. Mislim, nekaj jih je, no se temu da drugič. Skratka to in pa še nekaj. Odkrili smo v sobanah v notranjščini, zdaj ena je tista znana poročna dvorana z čudovitimi štukaturami, tam se čuti, da so spodaj še tramovi, ne, tramovni strobovi renesančni, no v sosednjih dvoranah, kjer pa so dejansko ti tramovi samo preoblečeni z nekim ometom, ko se je ob raziskavah ta omet odstranil, so pa se pokazali čudoviti rezljani tramovni stropovi iz renesanse. Predvidoma iz te faze, ki nas zanima, se pravi Delalijo pa Pigrato, ta italijanskih mojstrov. To potem pa, glede na to, da je možno, da je ta stavba zrasla, mislim, dejansko je zrasla za dveh, ne, tega Hansa stavbarja in pa tiste proviantne, ne, tiste dejansko, ne, mislim, tiste beneficijske, ne, tako hiše, je možno, da je ta ena fasada, sicer predstavljamo si severna stranica glavne stavbe Rotovža, na katero so potem arkade prislonili. Na tej steni v prvem nadstropju smo našli ob sondiranju ometov veliko napisov. Napise, grafite, poklicali smo s kolegico, ki je tukaj, Nastjo, magister Nastjo Nylander, našo restauratorko, smo poklicali na pomoč gospod Liljano Urlep in pa gospod Mojco Horvat iz Pokrajinskega arhiva in pa Škofijskega arhiva. Oni dve pa seveda svoje kolege naprej in tako se je zdaj že ena ekipa ustvarja, ki razvozlavajo te napise, ki so pa dejansko od, ne vem, zdaj ne upam reči, ker to res ni pač moje področje, ampak vsekakor vsaj od časa tega 1566, 65, ko naj bi stavba nastala, če ne celo od malo prej, kar bi znalo biti, da je mogoče. Ne? Tako to je dvoje, to so zdaj že tri take stvari. Vmes pa lahko še omenimo samo stavbo Glavni trg 15, ki je tudi nekje z 15. stoletja vsaj. Ta stavba bo zdaj funkcionalno povezana, ne, za celoto. Tam pa smo tudi našli ene čudovite poslikave iz tako nekje iz časa kitastega sloga. In če se spomnite te fasade, kjer je zdaj ves čas neka opna s nekim sodobnim artefaktom, no, ko so te zlate kite bile. No, in zdaj ta poslikava se je našla tudi v zgornji etaži, v prvem nadstropju, dejansko taka
geometrično arhitekturna poslikava sten z takimi floralnimi tudi dodatki, zelo kakovostna stvar. Vse tako kot fasada in vidi se, da je iz istega časa. Tako da je kar veliko najdenega. Zdaj seveda je pa stvar investicij, koliko tega se bo dejansko lahko prezentiralo, koliko se bo dokumentiralo in tako naprej. To je pa zdaj še stvar pogajanj z vsemi, mislim pač z investitorji seveda. Ja, to. Zelo vznemirljivo. Zelo, ne? v tej Takšne fazi, ja. prenove res prinesejo Ja. marsikaj raziskovalcem. In tudi arhitekti ste upoštevali nekatere historične elemente, kako in do kakšne mere ste jih vključili v načrte. Tudi uporabili ste nekaj starih materialov. Ja, res je. Zdaj mogoče prej nisem dovolj natančno povedala, pravzaprav, katere objekte v tem trenutku obsega trenutna prenova oziroma trenutno gradbišče, se pravi nadomestno gradnjo na mestu nekdanje knjižnice, kjer pa je že ena prvih takih stvari, ki bodo del nove knjižnice, so tako imenovane ledenice, ki so bile nekdaj prostori, kjer se je v preteklosti shranjeval led. Se pravi, ledenice bojo prezentirane in ohranjene. To je ena prvih takih stvari, ki se nam je zdelo zelo pomemben, da se ohrani predvsem iz razloga v bistvu neke pričevalnosti tega objekta. Potem obsega trenutna prenova zahodni trakt Rotovža, se pravi RT1. V tem delu se predvidevajo nove učilnice in tukaj se pravzaprav ohranja v celoti, cela stavba se ohranja, pri čemer pač smo zelo sledili prenovo na način, da bomo ohranili vse možne plasti te prenove, se pravi vse historične plasti, ki pač so se tekom prenove pojavile oziroma so tudi trenutno del nekih novih intervencij, recimo pač ohranjale se bojo ali pa prikazane bojo tudi recimo neke potrebne injektirane, ki so pač bila potrebna za to, da pač smo objekte statično stabilizirali. Medtem ko mestna hiša Rotovž pa ni zdaj trenutno del tega projekta, niti pionirska knjižnica nista del tega projekta. So se pa v okviru teh rušitvenih del pa ostalih del recimo najdeli neki materiali, ki pa smo se odločili jih ponovno uporabiti. Se pravi recimo takrat, ko se je obstoječa knjižnica rušila, ta je bila zgrajena iz opek. Te obstoječe opeke bomo uporabili na fasadah novih objektov, potem recimo najdali smo mačje glave v kleti ledenic, tako da se bojo tudi te recimo ohranile in se ponovno uporabile v atriju bodočega objekta. Kot sem že rekla, pa si res prizadevamo, da bi vse te plasti od raznih ometov in vsega tega ohranjali in prezentirali na način, da se pravzaprav bojo prisotni vsi ti layerji, to, kar smo prej razlagali, da doktrina ne dopušča več tega, da se v celoti recimo odstranjajo neke stvari, da se delajo neke interpretacije, ki se ne poznajo ali pa se jih samo dela na pamet. Tukaj ne bomo delali tega, ampak bomo samo probali pokazati, koliko je skozi vse te plasti, koliko so obstoječi objekti v resnici stari. Tako da se nam zdi, da tukaj imamo izredno podporo in smo veseli, da lahko tako dobro sodelujemo, predvsem zato, ker je vsaka prenova pomembna predvsem stališča tega, da ima ustrezno vsebino in zdaj, če pač ne moramo tega povezati vsebine in pravzaprav nekih stvari, ki se noter dogajajo z tem, da poskušamo ohraniti to, kar nam je dano, je potem lahko nastanejo težave. Tudi tako je, da v resnici je zelo pomemben, se nam zdi, da je ohranjanje zgodovine predvsem iz stališča tega, da je to nekaj, kar je nekopljivo. Mi pravzaprav vse te patine, ki je dana v te objekte, ne moramo nikoli v resnici na novo kupiti. Ona mora pač tam biti, nastati in jo je treba v resnici ohraniti. No in kako bo izgledala mestna hiša kulture, ko bo zgrajena? Pa posebej knjižnica, seveda nas zanima, ne?
Zdaj, zunanja podoba smo probali narediti, se pravi, čim bolj podrejeno obstoječim objektom. Ne? Se pravi, zunanja podoba bo probala biti zelo nevtralna, barvno usklajena z obstoječo hišo Rotovža. Medtem ko sami prostori smo pa sledili temu, da bi pravzaprav bili uporabni čim dalj časa. Se pravi, da smo se potrudili, da bi bili prostori narejeni na način, da so čim bolj fleksibilni dolgoročno. Recimo knjižnica sama je narejena tako, da imamo te knjižnične prostore, recimo so 16x16 metrov. Potrudili smo se, da smo naredili konstrukcijo, ki je v bistvu narejena na način na mostu, da v osrednji enoti mislim, da v osrednjem objektu knjižnice, da sta dve jedri, prek kjer je ta razpon 16 metrov, tako da je v bistvu tloris čist prost in se ga da tudi dolgoročno koristiti, če za kdaj kaj drugega, če bi se izkazali, da se ti knjižnični programi ali pa vsebine, da se bojo čez leta recimo tako spremenila, da ne bojo več tam poličence, ampak bo kakšen drug način uporabe, ker v resnici so te programi verjetno trenutno v bistvu v nekem zelo pomembnem razvoju, kako v resnici ljudi prepričati, da berejo, kako prihajati v knjižnice. Tudi vemo, da v resnici knjižnice niso več to, kar so bile včasih, se pravi, da so prišle osebe si samo sposoditi knjigo, ampak je fino, da se zadržujejo v teh prostorih in zato so prostori oblikovani ali pa zasnovani na način, da so čim bolj svetli, da v bistvu ponudijo uporabnikom čim boljše izkušnje. Zdaj, osrednja dvorana knjižnice je ravno tako načrtovana, se pravi ta dvorana, ki je pod Rotovškim trgom obstoječim, je spet načrtovana kot ena ogromna hala, pravzaprav, ki bo ponudila čim več različnih vsebin. Se pravi, primarno je seveda pač izposoja, knjižnična izposoja, ima pa ta dvorana pravzaprav integrirano v neko večnamensko dvorano, tudi tako, ki je recimo tele velikosti, zato da se bo lahko pač znotraj v knjižnici dogajali tudi razni drugi dogodki, družabni, razne predstavitve knjig, verjetno predstavljamo si, da mogoče neke male razprave, mogoče celo kakšne projekcije, mogoče kakšne male lutkovne predstave ali pa kaj takega, neke razstavni prostori. In pa ta osrednja dvorana, tako kot sem že prej omenila, je v resnici tako kot ena dlan, ki povezuje vse te objekte, se pravi, preko osrednje dvorane so povezani tudi ostali programi, dodatna programa, ki jo pač na začetku leta 2008 ni bilo v tej projektni nalogi, to je program Mariborske umetnostne galerije, ki se povezuje direktno z osrednjo dvorano, in pa program Art Kina, ki je pod mestno hišo, tam, kjer je bila včasih klet restauracije, zdaj bo v bistvu nastala manjša kinodvorana za približno 90 ljudi. Tako da se mi zdi, da predvsem si predstavljamo ta center kot enodnevno sobo, kamor bi se čim več Mariborčanov rado vračali, zato ker se omogočajo te interaktivne povezave med različnimi programi, kjer mislimo, da je prav ali pa si želimo, da bi si bili čim bolj podporni drug drugemu, da bi se znala knjižnica povezati z nekim svojim programom, tako z kinom, kot recimo z umetnostno galerijo. To. Ja. Se upravičujem, ampak je tako idealna prilika, da še sam nekaj dodam. Vsi ti programi bodo prezentni, tam pa smo že sedaj mi, Zavod za varstvo kulturne dediščine, in v tem kontekstu bomo tudi mi programsko sodelovali z temi institucijami. Torej ne bomo samo nek soglasodajalec, nekdo, ki ureja prenove, ampak je odprt tudi do javnosti, zato da bomo naše prenove, da bomo to, kar počnemo, tudi predstavili v tem smislu. Tako je, zdaj zamislili smo si, da bi lahko tudi spodnje prostore Zavoda za varstvo kulturne dediščine odprli na ven, s čimer bi pač postal trg še bolj, ko bi rekla, odprt javnosti, tako da bi tudi javnost takrat, kadar hodi mimo zavoda, lahko videla, kako potekajo razne
razna konzervatorska dela na nekih manjših predmetih, ki jih je potrebno ki jih imajo v delavnicah in jih prenavljajo. Tako da ja, veselimo se tega, da bo trg čim bolj povezovalen. Zdaj ena od opcij, ki se odpira, zdaj trg je bil predvsem zdaj povezan sever-jug, je povezoval sever in južen prostor, zdaj si upamo, da bo lahko povezoval tudi obe stranski ulici, to je Lekarniško in pa Gosposko. Zdaj se pripravljamo na to, oziroma se mesto pogaja o tem, da bi se tudi prehod mimo umetnostne galerije odprl proti Gosposki cesti. Super, potem nas bo trg družil, vse 4 kulturne ustanove na njem. Ja, pa skleniva še midve, gospa Ferlež. Torej, prostoru, trgu, stavbam, na njem življenje vdahnejo ljudje, ki tam živijo, tja zahajajo, tam delajo, so na nek način njihovo srce. Zdaj, Rotovški trg s mestno hišo naj bi postal srce mesta. Kaj naredi nek prostor oziroma stavbo za srce mesta? Ne me preveč vleč za jezik glede srca mesta. Ne vem, metafora mogoče zna biti celo malo ne pretirana, ampak preveč poetična. No? Zdaj, vsekakor je prostor osmišljen, ko ga ljudje sprejmejo, kot sem prej rekla. In zdaj do neke mere prostor oziroma zgradba nastaja tam, kjer nastaja. Vsi vemo, da je bilo teh lokacij, kjer bi lahko nastala knjižnica v mestu več, da je bilo idej več. In vprašanje je, kako bi se na katerem mestu razvijal prostor, kako bi rastel in kako bi ga ljudje sprejemali. Ampak vedeli bomo samo to, kar bo zares nastalo. Zdaj, da bi zares čim bolj povezali to, kar nastaja in kar bo, upajmo, v kratkem tudi zaživelo, da odprto v javnosti, je po mojem fino zagnati procese res vključevanja, ki sem ga prej omenila. Zdaj na ravni oblikovanja zgradbe verjetno ne, ker to že je do te mere oblikovano, da se morda javnosti v to niti ne da več vključevati, ampak prej sem omenjala riž, pa moko, pa pozabila mogoče omeniti bikoborbe, ki jih je potem Polona in si jih tudi jaz ne znam predstavljati, res nikoli ne. Potem še nekaj funkcij je bilo, ki jih mogoče tudi nismo omenili in so precej povezani z socialo, recimo zadruga Marstan, povezana z stanovanji, tudi dom za skratka brezdomce, skratka neke funkcije, ki jih pa na nek način lahko povežemo z knjižnico, z umetnostno galerijo, z art kinom, če ne drugače, na način, da soustvarjamo imena nekaterih prostorov morda, no. Ali pa da soustvarjamo, rekli ste, da je prostor relativno odprt, da se ga do neke mere da tudi prilagajati, mogoče z nekim povabilom javnosti, da sooblikuje tudi neke notranje ureditve, ki imajo priložnost, da se skozi čas spreminjajo in da so res pisane na kožo tistim, ki bomo prostor uporabljali. In če bo kaj arterije zagnalo s polno silo, pa smo potem res pri srcu, no, je to, da bomo vsi skupaj to zgradbo in to območje sprejeli za svoje, hkrati pa v njem prepoznavali tiste plasti preteklosti, ki smo jih imeli radi in smo jih poznali. Mogoče to. Hvala lepa. Torej, pogovor smo pripeljali do konca. Najlepše se zahvaljujem vsem gostjam za pripoved o Rotovškem trgu nekoč in pogledu v njegovo prihodnost, ki je iztočnica za sredino okroglo mizo v Vetrinjskem dvoru ob 18. uri, ko bomo poskušali osvetliti vlogo, ki jo bo na trgu in mestni hiši kulture imela naša knjižnica. Lepo vabljeni tudi na sredin dogodek in želim vam prijeten večer.